Zdaj, opa, kar malo tiše. Jaz predlagam, da si slečete jakne, bo mogoče najlažje, da vam ne bo prevroče. Kaj, če bi kar semle odložili na stol? Ja, 2 stola pa bomo odložili. Lahko tudi kape, ja. Tisti, ki pa ste, pa pridete kar semle gor. Tako, pa se tukaj posedete. Ja, takole še semle lahko pridete, tako da boste vsi videli tole belo platno. Kar malo bolj dol, tako. Ne za mano, tako da boste semle gor gledali. Ja, tako, lahko kar bolj tja se boš mogla dati. Bolj tja se dajte, tako. Zadaj lahko še stojite, prav? Ja, še tamle. Ne gledate tega, gledate tole, okej? Dobro. Ja, zadaj lahko tudi stojite, a prav? Da boste boljše videli. Dobro. Kateri razred ste? Drugi. Aha, dobro. Drugi pa 3. razred, super. Se pravi, da ste se že veliko enih stvari naučili. Ja, dobro. Jaz sem pa Neža in prihajam iz Mestnega muzeja Ljubljana. In letos imamo v našem muzeju eno razstavo o enem zelo znanem slovenskem arhitektu. A kdo ve, za katerega arhitekta bi pa to šlo? Ja, ja. Zelo dobro, Jože Plečnik, tako. Jože Plečnik. In letos praznujemo tudi eno obletnico njegovega rojstva. Ne vem, če je kdo zasledil. 150. obletnico. Kaj to pomeni, da je 150. obletnica? A pa je še živ? Ne? Ja, ampak recimo, če bi pa še živel, ja, bi danes bil star 150 let. Zelo dobro. Ja, mogoče res. No, in mene zdaj čisto za začetek zanima, takole bom vzela, a poznate kakšno njegovo stavbo v Ljubljani? Samo zanima me. Dajte mi povedati, najprej mi povejte. A poznate kakšno stavbo v Ljubljani, ki jo je gospod Plečnik narisal načrt zanjo? A je kakšen most v centru Ljubljane? Kateri? Ne, Zmajski ni, je pa en drug. Zelo dobro, Tromostovje, a ne? A ga kdo najde? Tromostovje. Bom šla kar tako okoli in okoli, da boste vsi videli. Tako. Potem, a vidite tole oranžno stavbo? Ja. A jo kdo pozna? Ja, tako. To je knjižnica, kjer je ful knjig. Na tisoče knjig. Kako se pa reče tej knjižnici? A kdo ve? Eno takšno kratico ima. Ne? Nuk. Ja, Nuk je okrajšava, drugače pa na dolgo to pomeni Narodna in univerzitetna knjižnica. A ne? Ja, zato, ker je tako zelo pomembna. To je res. Ampak tale je pa mamica vseh knjižnic. A prav? Potem, kaj pa nogomet? A fantje radi kaj igrate nogomet? Kaj pa punce? Tudi rade igrate nogomet? No, tako. Kje pa gledamo nogometne tekme? Stadionu. Na katerem stadionu zdaj gledamo? Kako se reče temu stadionu? Kje pa stoji? Kako se reče tistemu predelu Ljubljane?
Stožice, ja. Ampak predno smo pa dobili tisti stadion v Stožicah, se je pa igralo na bežigrajskem stadionu, ki stoji za Bežigradom in ga je, načrt zanje narisal spet Jože Plečnik. Dobro. Dobro, zdaj pa, dajte tlele še malo bolj nazaj, prosim. Še malo nazaj, kar še nazaj, kar nazaj. A poznate tole stvar? Temu se reče grafoskop. Ja, grafoskop. Tako da tlele bomo pogledali, malce imamo improvizirano tole platno, ja, mogoče ne bo ravno ostro, ampak imate domišljijo? Ja, si boste poskušali predstavljati, tako da bo lažje. No, tukaj imam še nekaj Plečnikovih stvaritev. Tole so tržnice. Če greste kdaj v center Ljubljane z vašimi starši, pa mogoče kdaj greste tudi na tržnico v centru, tudi načrt za tržnice je narisal Jože Plečnik. Tako odprta kuhinja. Kaj pa je tole? Žale. Kaj pa je tam na žalah? Zelo dobro, pokopališče. Pokopališče Žale. Tole smo zelo dobro. Kako se že reče? Nuk, bravo. Ja, Narodna in univerzitetna knjižnica. Tromostovje. Tromostovje. Dobro. No, zdaj, se bomo pa mi malce pogovarjali o tem, kaj sploh arhitekt počne. Zdaj, rekli smo, da riše načrte. Veste, kako načrt izgleda? Tole, tole je en bolj tak otroški načrt, tako, ampak tako, da si lažje predstavljate. Načrt česa je to? Sobe, Tlele zgoraj piše še tloris. A kdo ve, kaj pomeni tloris? Ne? Tloris pravzaprav pomeni pogled iz ptičje perspektive. Se pravi, kot da bi, mi gledali od zgoraj navzdol. In mi zdaj gledamo sobo, od zgoraj navzdol. Kaj je tole? Postelja, super. Kaj pa je tole? Miza. Kaj pa je tale rob? Kar gor. Okno. Kaj pa tole? Tole so pa vrata. Zelo dobro, Zdaj, Jože Plečnik je risal malo bolj prefinjene načrte, veliko bolj natančne. In je bom bolj gor dvignila. In je med drugim narisal tudi načrt za svojo hišo, ki še danes stoji v Trnovem. Veste, kje je Trnovo? Zelo blizu centra Ljubljane, In on si je vedno želel živeti v okrogli sobi, zato si je tam v Trnovem zgradil tak okrogel stolp in si je tam postavil svojo sobo. Takole pa izgleda njegova hiša. Ja, tukaj je malce temno, a vam takole pokažem? Boste boljše videli, No, ja, je kar precej velika hiša. Tole je samo en majhen delček te hiše, se pa zadaj, v bistvu skriva še večji del. No, zdaj pa da vidimo, kakšna je bila pa sploh življenjska zgodba Jožeta Plečnika. Kot smo rekli, koliko časa nazaj se je rodil? 150 let nazaj je v Ljubljani na svet privekal mali Jože. Jože je sicer imel še 2 brata in pa sestro, Andreja, Marijo in pa Janeza. To sta pa njegova mama in oče. Oče Andrej, ki je bil mizar, po poklicu je bil mizar, in pa mama Helena.
Ja, 150 let nazaj, a so ženske že hodile v službo? Ne, zakaj je potem skrbela mama Helena? Tako, za otroke, za družino, za gospodinjska opravila. No, in ta mali Jože, a ne, je rasel, kot otrok je bil zelo nadarjen za risanje, za ustvarjanje. Kaj pa v šoli, mislite, da mu je šlo dobro? Ne, zelo slabo. Tako zelo slabo, da je po prvem letniku gimnazije šel iz šole. Oče ga je izpisal iz šole in namesto tega mu je Jože pomagal v njegovi mizarski delavnici. Kaj je počel? Kaj počne tukajle? Če pogledate gor. Zabija žeblje, a ne? In če jih je narobe zabil, da so se mu zvili, jih je moral vzeti ven, poravnati, ker žeblji so bili zelo dragoceni, in ponovno vaditi. No, ampak to se je Jožetu obrestovalo, on je zelo, zelo vadil in je postal tako dober, da je lahko celo izdelal svoj prvi stol. Ravno zaradi tega, ker je postal tako uspešen v oblikovanju pohištva, je odšel v Graz. Kje je to mesto, v kateri državi? Ne? Avstriji. V Avstriji, a ne? In v Avstriji se je izobrazil za oblikovalca notranjega pohištva. Oblikoval je pohištvo. No, ampak njegova velika želja je bila pa, da bi študiral arhitekturo. Tako da je potem na Dunaju se vpisal še na študij arhitekture in je bil tako dober študent, da je ob koncu študija prejel darilo, štipendijo. To je bila rimska nagrada, se je reklo, in je lahko s to nagrado eno leto potoval po Italiji. In ko je prišel v Italijo, je bil zelo navdušen nad različnimi čudesi. Katero mesto pa je to? Benetke, a ne? Mesto na vodi. Na ladjici ste bili? No, pa ne samo Benetke, tudi ostala italijanska mesta so ga zelo, zelo navdušila. In potem, ko se je vrnil na Dunaj, je vse te ideje združil v svoj arhitekturni stil. Najprej je Plečnik deloval na Dunaju. Dunaj je mesto v kateri državi? V kateri državi se nahaja Dunaj? Ne? Avstriji, zelo dobro. Ja, in tam je Plečnik narisal načrt za tako ogromno hišo, ki se še danes vidi na Dunaju in se ji reče Cakarlova hiša. Ampak ko so ljudje videli to hišo, so se pa začeli smejati in so rekli, da izgleda kot ena velika peč za peko kostanjev. Ja, mislite, da je bil Jože vesel, ko je to slišal? Ne, ni mu bilo ravno povšeči. Zato se je kmalu odpravil v Prago. Kje je pa Praga? Je že kdo bil v Pragi? Ne? Če? Tako, na Češkem, glavno mesto Češke, a ne? In v Pragi je preživel kar nekaj časa, 10 let, tam je bil profesor, je tudi veliko ustvarjal, ampak potem so ga pa poklicali, naj pride v Ljubljano in naj uči arhitekturo tudi v Ljubljani. In pri približno 50 letih se je gospod Jože vrnil nazaj v Ljubljano in takrat se je vselil v tisto hišo, ki smo jo prej videli. Ampak tam pa ni sam živel. Kdo je še z njim živel? A je to maček? Kuža, ja. Kuža Sivko. Sivko mu je bilo ime. Terierček. In kuža Sivko je ves čas bil ob gospodu Plečniku. Kadar je gospod Plečnik pozno v noč risal načrte, je Sivko skrbno spal pri njegovih nogah. No, in potem je tukaj v Ljubljani na stara leta gospod Plečnik tudi
zavedno zaspal. Umrl. Kje pa mislite, da je pokopan? Na Žalah. Tako. Na Žalah. Dobro, nič ni to. Zdaj smo si pogledali, a ne, življenje gospoda Plečnika, pa smo rekli, da ni več živ. A je res? Ampak, kaj pa, če mi probamo zbuditi njegovega duhca v eni takšni zanimivi obliki? A ste za? Ampak se veste, da nobena čarovnija ne deluje, če ne mižite. A boste mičkeno zamižali? Pa nič kukat, kar vsi si date takole roke čez oči. Roke čez oči. Roke čez oči. A bomo izrekli kakšen čudežni urok, besede? A rečemo 3, 4 zdaj. Abrakadabra, simsalabim, hokus pokus. Pa poglejmo. Glejte, kdo nas je prišel obiskat. Ja, ampak tole je gospod Plečnik. A bi ga kaj vprašali? Gospod Plečnik, a bi nam vi kaj povedali o arhitekturi? Ja, seveda bi vam. Vidim, da je tukaj veliko, veliko mladine. Pa me najprej zanima, ali kdo od vas želi postati arhitekt? Koliko rok. Koliko rok. To bodo pa same imenitne stavbe stale v Ljubljani in Sloveniji, če bo toliko arhitektov. Ja, veste, jaz sem dolgo, dolgo, dolgo časa preživel v svoji sobici, kjer sem skrbno načrtoval vse te lepe stavbe, ki še danes stojijo v Ljubljani. Tako sivo brado imam, ja, takole na stara leta mi je že malce osivela, ampak mene pa sedaj zanima, kaj pa arhitekt vse potrebuje za načrtovanje? Svinčnik, tako. List, to je seveda najbolj pomembno. Kaj še? Tako. Če se kdaj kaj zmotiš, svinčnik. Škarje ravno ne, za načrtovanje pa še ne, opeke pa pridejo potem na vrsto, a ne? Ampak imaš pa prav, veš, mlada dama, tudi arhitekt mora zelo dobro poznati svoje materiale. Tako da točno vidi, tukaj bi pa zgradil nekaj iz opeke, mogoče bi za ta del potreboval malce kamna ali pa les. Veste, jaz sem zelo, zelo rad načrtoval kakšne stvari, da bodo iz lesa. Les je imeniten material. Na kakšni sliki? Pa res, so me malce čudno narisali. Prav hecno izgledam. Ja, no, tukajle imam pa še nekaj stvari, da vam pokažem. Neža, a mi boš pomagala? Bom pomagala. Čakajte, kar ostanete na svojih mestih. Samo da jaz gospodu Plečniku pomagam. To so pa pripomočki, a ne, gospod Plečnik? Tako je. Ravnilo, ja. Ampak tole je malce moderno ravnilo. Je težko. Jaz sem uporabljal lesena. To pa ne vem, kaj je, neka, kako rečete temu, plastika, točno. Mi čisto nič ni všeč. No, pa tukajle imamo še, kaj je tole? Svinčnik, a ne, čeprav mislim, da za gospoda Plečnika je tale tudi malce moderen. A vidite, ka ima kar radirko spodaj. A vi ste imeli takšne svinčnike, gospod Plečnik? Ne, mi pa nismo imeli takšnih svinčnikov. Čista čudna reč. Ja. Ampak jaz pa tle še nekaj vidim. Gospod Plečnik, a ste to vi tukajle na tej sliki? Ja, to sem pa jaz.
A ga boste vprašali, če je kadil? Ja, ja, veste, v mojih časih, ja, se je kar veliko kadilo, tudi jaz sem veliko kadil, ampak jaz sem pa slišal danes, da to pa ni najbolj zdravo. Ja, sem slišal, ampak veste, v mojih časih, se tega še ni vedelo. Pa smo kar vsi takole kadili, najraje sem kadil pa, kadar sem risal načrte. Ampak, ja, fuj, se strinjam, fuj, sem potem tudi zelo smrdel od tega dima, fuj. Jah, jah. No, ampak tole fotografijo sem pa poslal moji zelo dobri prijateljici Emiliji. A vas zanima, kaj piše? Vam preberem? Draga gospodična Emilija, mnogokrat se vas spominjam, odpustite pa, ker ne pišem pogosto. Maček se ima dobro, imamo zabavo z njim. Sivko pa je bil en čas slabe volje in je kuhal mulo, sedaj pa se je vdal v usodo ter jo nosi ponosno. Prav prisrčno vas pozdravljam, bodite z Bogom, vdani vam Plečnik. Ja, a ste slišali? Je imel, izgleda, Plečnik ne samo sivkota, ampak tudi mačko. A vas zanima ena zgodbica? A vas zanima ena zgodbica, kako je ta maček prišel k hiši? Ja, mene tudi to zanima. Gospod Plečnik, a lahko pogledamo mi zgodbico, kako se je to zgodilo? Ja, seveda. A bomo pogledali zgodbico? A damo gospoda Plečnika takole, da nas opazuje? Dobro. Takole, opala, se bo malce ulegel. A res? Dobro. Se pa spet nazaj usedete. Kako mi je dolg čas. Tale moj Jože ves čas dela, mene pa tako tišči na stranišče, se bom kar polulal tukaj, pa spet ne bo vesel. Kaj naj naredim? Najbolje, da ga kar pokličem. Jože, Jože, lulat me, Jože. Ti moj Sivko, moja mala porcina, kaj se spet tako deraš? Jože, lulat me, pojdiva ven na sprehod. Pa Sivko, saj veš, da sem ravno pričel z delom, ne moreva kar tako iti na sprehod. Pa kako si ravno pričel, saj je že popoldne, mene pa tako tišči. Dragi Sivko, takole se zmeniva. Bom poskušal še malce delati do večera, pa če mi vse uspe narediti, bova šla na en kratek sprehod po vrtu. Ampak jaz ne bom zdržal. Dobro, ti odprem vrata vrta, pa pojdi sam ven. Velja? Dobro. Končno na vrtu. Kako sem se olajšal. Še dobro, da me je izpustil. Bi se skoraj spet polulal v kuhinji. Bi bila gospodinja Urška zelo jezna. Kaj pa slišim? Nekdo prihaja. Sivko, dragi. Gospodična Emilija, kako vas je pa dobro videti.
Joj, dragi Sivko, kje imaš pa svojega gospodarja? Oh, Emilija, saj veste, kako je. Spet dela v tistem svojem stolpu in me čisto nič ne pelje na sprehod. Oh, dragi Sivko, veš, imam eno idejo. Kaj pa, če grem jaz po gospoda Plečnika in ga zvlečem iz tistega njegovega stolpa? A si za? To bi bilo super. Ampak imam pa eno nalogo zate, Sivko. Kaj, če bi ti med tem časom počuval mojo košaro? Zmenjeno. Kaj pa je tale košara? Nekaj čudno smrdi. Pa, sem mislil, da so klobase, kaj je ta čuden vonj? Mjav, mjav, mjav. Mačkon presneti. Mjav. Imaš prav, res nekaj smrdi. Po pasji mrcini. Kaj? Kakšna pasja mrcina? Ti bom že dal. Jaz čisto nič ne smrdim. Ne, ni res. Res smrdiš po pasji mrcini. Kaj pa si ti drugače? Jah, jaz sem pravi višavski terier. Tako, Sivko mi je ime. Ja, pasja mrcina torej. Ti bom že dal pasja mrcina. Pridi sem, da te ujamem. Mjav, tukaj sem, mjav. Pridi sem. Ruf, 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 ruf. Mjav, mjav. Hop. Mjav, pridi sem, da te ujamem. Mjav, mjav. Ampak, a veš, moram pa priznati, da mi je čisto fino takole teloviti. Nimam čisto nič proti temu, da se lahko z nekom igram. Kaj praviš na to, da greva na sosedov vrt, ki je še večji in lahko še kakšno luknjo izkopljeva? Pa pojdiva. Mjav. Ruf, ruf, ruf. Evo, takole je prišel tale gospod Maček na obisk gospodični Emiliji. Dobro, zdaj pa, a je mačka letela? Skakala je. Dobro, zdaj pa lepo vstanemo, pa se boste dali tamle okoli tiste mize. Kar stopimo 2 koraka nazaj. Vsi stopimo 2 koraka nazaj. 2 koraka nazaj. Tako. Super. Zdaj, ti dve mizi sta razdeljeni na 2 delavnici. Ja, nekateri v bistvu si boste lahko vzeli kakšne stvari pa šli tudi semle na oder oziroma na tleh, a prav? Samo da vam razložim. Na tej strani boste na en list lahko narisali načrt svoje hiše, svoje sobe. Ja, lahko si izmislite, kakšno sobo bi si želeli, pa naredite načrt. A se še spomnite, kako izgledajo načrti, kako se jih rišejo? Se pravi, tako kot da bi ptiček gledal od zgoraj navzdol, a ne? Se pravi, iz takšne ptičje perspektive. Na tisti mizi pa boste lahko na prosojnico narisali svojo ročno lutko. A ste zdaj videli, kako smo uporabljali takšne senčne lutke, se temu reče, ki so hkrati tudi ročne. Ja, in se potem lahko na svetlobi malce poigrate. Bom jaz odprla tale grafoskop in ko boste, a ne, narisali in izrezali lutko, se lahko greste potem še malce poigrati. Velja? Dobro. Zdaj se pa lahko kar razdelite, tako vi boste narisali kakšen načrt. Vsi oboje lahko naredite. Flomastri so za lutko. Še semle na odrček lahko pridete.
Lahko, ja. Lahko delate. Lahko, lahko. Kar želiš. Kar tlele nariši, prav?